Dragi velikonočni kristijani, spoštovana sobrata, duhovnika, gospod opat, generalni vikar in stolni župnik in gospod stolni kaplan, dragi ministranti, vsi sodelavci pri svetem bogoslužju, drage pevke in pevci in instrumentalisti na kolu, ki nas tako praznično nagovarjate z velikonočnim petjem in radostnim oznanilom. Dragi vsi zbrani verniki, veselimo se Gospodu, ko smo zbrani pri svetem bogoslužju, ki razodeva, ki ponazočuje, ki oznanja posredni dogodek človeške zgodovine in središče naše vere, Kristusovo vstajenje. Dogodek, ki se je zvršil v času pred domala 2000 leti in se vedno znova ponazočuje, ko je Jezus s svojim vstajenjem začel tisto novo obdobje človeške zgodovine, ki se bo uresničevalo v moči njegovega zagotovila, ostanem z vami do konca sveta. Ne bojte se, z Jezusovim vstajenjem nastopa novo obdobje človeške zgodovine, ki svet in človeštvo nezadržno vodi ne v neznano, ne v temo, ne v propad, kako tu in tam napovedujejo kakšni znanstveniki, ampak kot uči Sveto pismo, posebej v knjigi Razodetja in apostol Peter, da se bližamo novemu nebu in novi zemlji, kjer prebiva pravičnost. To niso lepe slovesne besede, to so zgodovinska dejstva. Mi smo se pripravljali na ta dogodek v postnem času, 40 dni, v velikem tednu, svetem velikonočnem tridnevju in sinoči z bogoslužjem velikonočne vigilie, radostnim pričakovanjem današnjega dogodka. Ko smo v tem bogoslužju blagoslovili velikonočno svečo, ki predstavlja, simbolizira starega Kristusa, ki je označena z pomembnimi znameni, kot je alfa in omega. Kdo je to? To je Jezus Kristus, alfa in omega, začetek in konec. Njegovi so časi in vekovi, tudi naše življenje je skrito v njegovi dobroti in ljubezni. In v moči Jezusa Kristusa in njegove dela odrešenja se tudi uresničuje vse posvečevalno delo cerkve. Posebej sveti zakramenti, ki so znamenje Jezusove navzočnosti in njegovega delovanja. In mi smo v to dogajanje vstopili, ko smo postali kristijani. In sinoči smo obnovili ta dar Božjega življenja v nas, obnovili obljube svetega krsta, pomeni, da se bomo še v večji meri prizadevali, da bi nam res veljala Jezusova beseda, vi pa ste luč. Tako naj sveti vaša luč, da bodo videli vaša dobra dela in slavili Očeta, ki je v nebesi. Obnovili smo krstne obljube, da bi bolj uresničevali razpoznavno znamenje Jezusovih učencev, ki je, potem vas bodo spoznali, da ste moji učenci, ker še se ljubite med seboj. Danes so z nami pričevalci, kvalificirane priče Jezusovega vstajenja. Srečali smo jih v Božji besedi današnjega praznika. Najprej apostol Peter, ki je bil tako podoben nam. Saj vemo, da se ni nič kaj skazalo v velikem tednu, na veliki četrtek, ko je svojega gospoda in učitelja sramotno zatajal. Ne poznam tega človeka. Pazimo, da bi se nam tako ali drugače tudi nam ne zgodilo. In imel je srečo, da ga je ujel Jezusov pogled. In Peter je šel ven in se britko zjokal in sklenil odslebom drugačen. In je besedo držal. In danes ga srečamo, ko že nastopa na vinkošnji praznik in govori svojim rojakom. Vi ste Jezusa morili, toda delali ste iz nevednosti. Tudi mi smo delali napake, toda on nam je vse to odpustil. On nas sedaj pošilja in njegove imenu oznanjamo evangelij vsemu stvarstvu. Mi, ki smo potem, ko je od mrtvih vstal, z njim jedli in pili. To. In druga priča, apostol Pavel. Nič boljše se ni izkazal. Celo v veliki zvestobi izročilom očetu v postavi je celo misli, da Jezusovi učenci maličijo, pačijo
Božjo postavo, da niso zvesti in jih je celo preganjal. Beremo, da je puhal sovraštvo proti Jezusovim učencem in si izposloval dovoljenje, da bi jih preganjal ne samo v Jeruzalemu, tudi v Damasku. Že takrat slišimo o Damasku, tudi danes žal. In zato vidite, na tej poti, ko bi preganjal Jezusove učence, ga je srečal Kristus, stari Gospod. Svetloba ga je vrgla s konja, vreči njegovega s konja pomeni ga zamajati njegove eksistenci. In bil je še toliko, da je vprašal, kdo si ti, ki mi govoriš, jaz sem Kristus, ki ga ti preganjaš. Kaj stori? Pojdi k mojim učencem. In je šel, in so mu povedali, in je postal prvi in glavni apostol Jezusa Kristusa in njegovega evangelija. In to srečanje z Gospodom ga je tako prevzelo, da je potem večkrat zapisal, meni je življenje Kristus, ničesar me ne bo ločilo ljubezni Božje, ki se mi jo zadela Jezusu Kristusu. Ničesar. In res, bil je tudi, kakor Peter, zvest do smrti v Rimu, kjer je sedaj njegov grob, njegova cerkev, apostola Pavla, izven Osidja in Peter, mislite Petru, kjer njegovo službo nadaljuje, čudovito nadaljuje z mladostno svežino in apostolsko gorečnostjo, sedajni papež Frančišek, ki nas tako preseneča in skuša pomagati sedajnemu času in svetu in človeku, da bi v moči Jezusovega evangelija prav uresničevali svoje poslanstvo in bili res nosilci luči in vrednot Kristusovega evangelija. In to je tudi naša naloga, bratje in sestre, da bi prenovljeni in poživljeni po teh velikonočnih skrivnostih tudi mi nadaljevali vsak svoje poslanstvo, ki ga imamo, tako v družini, tako v družbi, tako v cerkvi, ki se kljub vsem težavam tudi vedno znova v moči Jezusa Kristusa podaja na pot evangelizacije in nove evangelizacije, ko je treba vedno novim rodovom približati, poznanjati in uvajati v krščansko življenje. In to je tisto temeljno poslanstvo cerkve, ki je oznanjevanje, ki je obhajanje svetega bogoslužja in ki je dobrodelnost. In cerkev vemo, da ni samo papeži, škofi, duhovniki, ampak smo vsi verniki in smo vsi na nek način sodelavci za te temeljne vrednote našega življenja. Zato pomeni obhajati veliko noč, zajeti novih moči, da bomo to poslanstvo uresničevali. V tem našem času se posebej soočamo s problemi družinskega življenja in vzgoje mladega rodu, ko se zdi, da smo zlasti v Evropi tako zašli, da nismo več sposobni poznati evangelij, da celo se nekako izogibamo in nas ni tam, ki morali biti, istočasno pa mnogi trkajo na naša vrata in nas sprašujejo po naši veri, po naši zvestobi Jezusu Kristusu. Tu je velika naloga za nas kristjane, pravim kristjane, mislim na nas katoličane, pa tudi evangeličane in pravoslavne. Namreč letos je tudi ta srečna okoliščina, da so danes vsi skupaj obhajamo veliko noč. Z evangeličani itak že skupaj od začetkov, ker imamo ta novi gregorijanski koledar, pravoslavni pa tudi vsake koliko let pride do te vesoljske nekako konjunkcije, da imamo isti datum velikonočno praznovanje tudi letos in čez 7 let spet. Kaj to pomeni, da smo še bolj povezani v pripravljenosti, da temu svetu prinašamo luč Jezusa Kristusa in njegovega evangelija. Z evangeličani nas letos povezuje 500-letnica reformacije, ki jo letos, hvala Bogu, ne obhajamo več v nasprotovanju, sovraštvu ali celo v vojnem goskovanju, kar se je žal dogajalo, ampak v želji, kako bi drugemu pomagali, da je bili bolj zvesti Jezusu Kristusu in s tem tudi boljši njegovi učenci in s tem tudi resnično graditelji novega sveta in življenja. In to je misel vsega tega dogajanja, ki nas povezuje. Prav tako z bratji pravoslavnimi,
ko sta nam prva dva moža, papež Frančišek in ruski patriarh Kiril, lani v Havani dala 50 točk programa našega skupnega sodelovanja spet za blago človeštva, spet, da bi na tem svetu bila bolj prisotna luč Jezusa Kristusa, njegovega evangelija in vrednote njegove dobrote in ljubezni. Zato smo vsega tega veseli in danes skupaj slavimo Gospoda in se veselimo tega novega začetka krščanskega življenja. Velikonočni praznik je tudi dan in priložnost, ko si sežemo v roke in si res voščimo vsega tistega, kar je najlepše v našem življenju, sreče, miru in blagoslova. Tudi jaz, kot pastir Krajevne cerkve, sem že pri prizmeni maši in danes ponavljam voščilo, velikoročno voščilo vsem mojim sodelavcem in sodelavkam, posebej s duhovnikom, redovnikom in redovnicam, posebej vsem vam, verniki, ki na mnogotere načine sodelujete v duhovnem poslanstvu cerkve, tako pri oznanjevanju, mislim na veru, mislim na vas, spoštovani starši in stari starši, kako tudi v drugem delu, to se pravi sveto bogoslužje, v katerem sodelujete. Kaj bi bilo danes, če ne imeli našega predrajega pevskega zbora in instrumentalistov, ki nam svojo pesmo in glasbo povedo, da je pobitni kristjan, da je naša krščanska vera res nekaj lepega, nekaj življenjskega, nekaj, kar te pet vrže iz tistih ostaljenih tirov in ti odpira svetle perspektive in razsežnosti tvojega življenja. Hvala vam, drage pevke in dragi pevci, in seveda tretja veja, zlasti dobrodelnost, kaj bi bilo, če ne bi Karitas, škofijske in župnijske in vseh mogočih dobrih del, ki pomagajo reševati in hoditi po stopinjah Jezusa Kristusa, ki je prišel za to, da bi se daroval mar ubogim, žalostnim, trpečim in pomoči potrebnim. Hajmo zato, bratje in sestre, velikonočni praznik in se res veselimo v Gospodu. Danes obhaja 90-letnico zaslužni papež Benedikt 15. Iskreno mu čestitamo in se veselimo z njim in se mu zahvalimo za njegovo jaško, duhovno, teološko delo. Med drugim je tudi napisal knjigo Jezus iz Nazareta, ki imamo v slovenskem prevodu. In tam tudi opisuje razumljivo dogodke ob Jezusovem stajenju. Omenja vse, kaj je bilo pametnega v tem napisano. In potem postavlja vprašanje in naše vprašanje. Zakaj se Gospod bolj ne razodene v našem svetu, da bi nekako vse popadalo pred njim in bi priznali njegovo veličastvo? Pravim, ja, to je pa Božji način dela odrešenja. Ne dela z močjo in slavo in silo, ampak nežno. Tako da trka na vrata mojega in tvojega srca, da bi mu odprli, da bi ga sprejeli in da bi imeli polnost njegovega življenja. Zato, bratje in sestre, odprimo vrata našega srca, luči, ki je prišla, Jezusu Kristusu, in v moči njegovega evangelija oblikujmo svet, v katerem živimo, za bolj srečno in varno sedanjost in Bog daj bolj svetlo prihodnost. V tem, kdo res veseli in blagosloveni velikonočni praznik,